Naša akademija je seveda že trikratni NUK. Če gremo po časovni premici. Če se NUK vleče 20 let, se naša akademija vleče 60 let. Danes ljudje ne vejo več, da je začela delovati v stanovanju, dobesedno v meščanskem stanovanju. In situacija po 60 letih ni nič kaj boljša, samo da je to nekaj slabih meščanskih stanovanj, ki so povrh vsega še bistveno slabše razporejena, kot je bilo tisto prvo, združenih v neko stavbo in v teh prostorih naši študenti in naši profesori delujejo. Če pogledamo naše izkušnje za nazaj, je seveda situacija zelo pesimistična in izkušnje nas učijo, da ne smemo biti preveliki optimisti. V zadnjem obdobju, ko je prišlo do tega, mislim, da že 10. ali 11. projekta, prvič pa skupnega projekta za gradnjo vseh treh akademij v eni stavbi, v teh zadnjih letih se je dogajalo marsikaj. Prišli smo do mrtve točke, tako da je že izgledalo, da je vsega skupaj tudi tega projekta konec, da ne bomo premagali birokratskih ovir, da bo volja na odločujočih dejavnikih pošla in se obrnila v drugo smer. Dejstvo pa je, da je situacija kritična do te mere, da mislim, da naša akademija 100% več let ne bo mogla držati v teh prostorih. Mislim, da se bo dobesedno program ustavil, predvsem, ko bomo poskušali začeti izvajati bolonjske programe, mislim, da v teh prostorih je to popolnoma nemogoče. Mi smo tudi predvideli nekaj najemov prostorov za izvajanje teh programov, ampak, ko bom kasneje govoril o financiranju delovanja take ustanove, kot je naša akademija, bo vsem jasno, kakšno težavo bo to povzročilo. Kar se prostorov tiče, je pred kakšnim mesecem dni situacija bila izjemno črna, kar se tiče gradnje nove stavbe na Roški, skupne gradnje vseh treh umetniških akademij. In jaz sem takrat predvsem razmišljal o tem, kako je pravzaprav možno, da država, kot je Slovenija, ki predseduje Evropski uniji, ne vidi priložnosti, da lahko gradi skupno stavbo treh umetniških akademij kot edina članica Evropske unije v tem trenutku. Kakšna promocija je to lahko za vlado, to prejšnjo ali bodočo, si lahko samo predstavljamo. Kakšen projekt to v resnici je. In nič ni kazalo, da nameravajo naši politični vrhovi to situacijo izkoristiti. V tem trenutku, na srečo, moram reči po zadnjih informacijah, res zadnjih nekaj dnevnih, zadeve izgledajo bolj optimistično. Izgleda, da je prišlo do povezave mesta, ministerstev, da je univerza uspela stvari premakniti naprej. Mogoče je tudi to, da se je začelo več govoriti v javnosti ponovno o akademijah, ker v zadnjem letu smo nekako bolj delali na projektih, predvsem pa mi znotraj na bolonjskih programih. Skratka, situacija očitno se izboljšuje. Tako da mislim, da lahko gledamo malo bolj svetlo naprej. Res pa je, da je treba ostati popolnoma realen in da se je treba zavedati, da kljub temu, da ta trenutek zgleda, da se bo lopata zasadila približno čez 1 leto, da po izkušnjah sodeč, ki jih imamo in ki jih imajo naši predhodniki, moramo vedeti, da se lahko zadeva kljub vsemu na nek nenavaden način vsak trenutek ustavi. In tega se moramo zavedati v vsakem trenutku.